Pozdravljeni, se zahvaljujem za udeležbo. Gre za pomembno vprašanje. Državni svet se zelo pogosto oziroma obvezno vedno omenja v okviru razprave okrog pobud za spremembo ustave v delu, ki ureja referendum. Zato že v tej fazi, ko formalni postopek oziroma zakonodajni oziroma ustavno-revizijski še ni stekel, želimo kot vodstvo Državnega sveta seznaniti javnost z našim predhodnim stališčem. V nadaljevanju želim pojasniti, zakaj po naši oceni predlagane spremembe pomenijo znižanje ravni demokratičnosti in znižanje ravni gospodarnosti v slovenskem prostoru, če bi bile uresničene. To, kar v osnovi manjka v pristopu, kot smo ga lahko analizirali do sedaj, je, da tako kot v nekaterih drugih primerih, tudi tu predlog sprememb ni zasnovan na osnovi neke strokovne, objektivne analize, ampak je napravljen na osnovi neke ciljne želje, kako naj bi zadeva izgledala. In če osvetlim tukaj pogled samo na nekaj najbolj pomembnih ugotovitev v zvezi z referendumi v Sloveniji v zadnjih 20 letih, kot vam je poznano, je bilo izvedenih 20 referendumov, v nekaterih obdobjih izrazito veliko. Največ referendumov, to je 10, je predlagala skupina 30 poslancev. To je tisti izvor referendumov v Sloveniji, ki mu je treba posvetiti pozornost, koliko je utemeljen in koliko počiva na resničnih demokratičnih željah ali pa so ozadja morda katera druga. In res se postavlja vprašanje, ali je utemeljeno poslancem Državnega zbora puščati tako široko odprta vrata do uporabe instrumenta referenduma, saj so poslanci vendarle izvoljeni za to, da zastopajo volivce poklicno. Njihov posel je torej to, da delujejo na področju oblikovanja zakonodaje, niso izvoljeni za to, da lahkotno in neodgovorno sklicujejo volivce, da na nek način odločajo in delajo namesto njih. En temeljnih problemov v Sloveniji je, da se ne zavedamo dovolj globoko in vsebinsko, da mora vsakdo opraviti svoje delo. Drugič, bolj kot samo število dosedanjih referendumov so sporne vsebinske zasnove posameznih referendumov, ki so posledično pritegnile zelo omejeno število volivcev, dosedanja povprečna udeležba se giba okrog 30%. No, druga po vrsti glede predlagateljev, in s tem v bistvu je večina referendumskih pobud že pojasnjena, pa je skupina 40 tisoč volivcev, to je bilo 7 referendumov do sedaj. Državni svet je referendum predlagal dvakrat. Obakrat utemeljeno in uspešno. Torej, gre za visoko raven spoštovanja pomembnih ustavnih instrumentov in brez dvoma lahko za Državni svet ugotovimo, da je bilo prisotno razumno samoomejevanje pri uporabi tega pomembnega, zahtevnega in dragega instrumenta. Zdaj, če analizo nekoliko poglobimo, vidimo, da je bilo razmeroma lahko zbrati pobudnikom 40 tisoč podpisov. Prvi korak je tudi dokaj lahkoten, to pomeni definirano število pobudnikov, ki je bilo izhodiščno pred letom 2001 200 in se je potem postopoma dvigalo in je sedaj 2500. Torej, če bi analitično in mednarodno primerjalno pogledali te kriterije, te ureditve, bi lahko ugotovili, da imamo tukaj dosti možnosti za izboljšanje tega instrumenta na teh parametrih. In če pogledamo vsebino referendumskih vprašanj, lahko ugotovimo, da je tudi materija bila pogosto vprašljiva,
koliko je primerna za referendumsko obravnavo, saj so bila vsebovana tudi vprašanja pravic manjšin in vprašanja človekovih pravic. Zdaj, kako naprej in kako v Državnem svetu gledamo na morebitne spremembe, ker v nekem delu se strinjamo, da so spremembe potrebne in lahko tudi utemeljene. Najprej bi poudaril naš odklonilen odnos do kvoruma, še posebej do visokega kvoruma. Preprosto rečeno, visok kvorum in široko odprta vrata v prvi fazi omogočanja referenduma pomenijo sprenevedanje. V bistvu vabljenje volivcev na volišča in potem 35% ali 40% kvorum seveda posledično pomeni, da skoraj noben referendum ne bo uspešen. In lahko si samo predstavljamo negativen vpliv, ki ga to ima na stanje duha v Sloveniji, da bo ljudje hodili na volišča in njihova volja ne bo uzakonjena, visoki stroški in samo še slabša udeležba na prihodnjih referendumih. Zato bi bilo utemeljeno na osnovi mednarodnih primerjav dvigniti število pobudnikov, tisto minimalo vsaj na 5000 za slovenske razmere, kot število volivcev, ki lahko zahtevajo razpis referenduma, bi bil tudi utemeljen mednarodno primerjalno dvig, recimo na številko med 80 do 100 000. Naslednje, večjo pozornost bi morali posvetiti stališčem pravne stroke. Pravna stroka ima nekaj pomembnih opozoril, ki niso deležna dovolj poglobljene opredelitve strani pobudnikov. Tu je na primer vprašanje zavrnilnega referenduma, ki zasluži vsaj argumentirano razpravo. Poudarjamo, da je Državni svet smiseln in zelo utemeljen predlagatelj referenduma, saj Državni svet predstavlja posredno vse državljane in sicer po kriteriju njihove interesne povezanosti, bodisi v okviru lokalnih skupnosti ali pa funkcionalnih družbenih skupin. In kar je posebej pomembno, je kriterij zastopanja tu drugačen, ni politično-strankarski, ampak interesni. Taka rešitev je tudi mednarodno pravno, primerjalno gledano progresivna, skladna na primer s priporočili Mednarodne parlamentarne unije, Organizacije združenih narodov. In da zaključim, pomembno je, da se izognemo uvajanju neke navidezne demokracije, to pomeni, da bi na nek način široko odpirali referendumska vrata, vendar potem močno omejili referendumske teme in zadevo zabelili z visokim kvorumom. Mislimo, da bi taka sprememba referendumskih predpisov v okviru ustave in izvedbenih zakonov imela slabe posledice za pogoje življenja državljanov Slovenije. V Državnem svetu se pozitivno opredeljujemo in mislim, da tudi z našim delovanjem v večjih mandatih dokazujemo pozitiven odnos do gospodarnosti. Smo pa kritični do teh kampanjskih varčevalnih ukrepov, ki so redukcionistične narave in ki poskušajo navidezno reševati vprašanja družbeno-gospodarske krize. In ko pravimo, da je vprašljiva gospodarnost referendumske ureditve, imamo pa konkretno v mislih ureditev, ki bi na nek način omogočala še vedno veliko število referendumov. Vsak referendum stane tam okrog 4 do 5 milijonov evrov, če ni organiziran skupaj z volitvami. Na drugi strani pa bi za uvedbo kvoruma večino referendumov potem izničili. To pomeni, zapravljali bi denar, rezultat bi bil pa razočaranje ljudi, ker noben ne bi bil potem zadovoljen z takim rezultatom. Zato z tega zornega kota se nam zdijo ti predlogi tudi ne samo nedemokratični, ampak tudi negospodarni.